Se pravi, se moram tebi zahvaliti za prvi date. Ja. Bil je celo takrat ena kampanja Everyone has a Jägermeister story. Tako lušten, ne? Vsak ima, ne? Eno zgodbo z Jägerom. Ne? Res je. Kakšno se pa tudi ne spomnim. Pa je to dobro, da se ne. Ja, sigurno, ja. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben posameznik, lepo pozdravljen že. Zdravo, Mark. Zdaj, preden se podava na najno zanimivo pot odkrivanja tvojega znanja, izkušenj, bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil. In sicer greva kar od začetka. Pri 21 letih, se pravi, to je ameriška polnoletnost, si postal vodja blagovne znamke Jägermeister, vsi jo zelo dobro poznamo, včasih kakšen slab spomin, kakšen dober, ki je zate predstavljal v bistvu prvo tako odstočno točko, prelomnico in pa veliko odgovornost. Zdaj, en fun fact, Jägermeister je bila najbolj prodajana žgana pijača na prebivalca na svetu, takrat, ko si ti vodil to blagovno znamko. Tako je, ja. The best. Ok, gremo naprej. Potem si ustanovil AM Project, ki je postala tudi AM agencija, AM agencija za event management, kasneje pa tudi kreativna agencija in to si naredil 2016 skupaj z Gregorjem. Potem kasneje si ustanovil Be Global, digitalno agencijo in leta 2022 prihaja ta velika zgodba, združitev AM agencije in pa Be Global. In to je bila v bistvu prva agilno organizirana agencija v regiji, Bold Group. Tako je, drži. In zdaj še gremo še naprej, ker postaja zgodba še bolj zanimiva. In sicer v bistvu ste ponosni, ker z Bold Group ste v bistvu postali tudi prva marketinška digitalna agencija v regiji, ki je vzpostavila agilen način poslovanja v družbi. 11 najboljših podjetij na svetu, to govorimo Agile Consortium, kot so Vodafone, Cap, Gemini, British Petroleum, News UK, se pravi ogromni veliki brendi in ste letos začeli tudi širjenjem svojih dejavnosti na hrvaški srbski trg. Tako je. Zdaj, jaz bi opisal Bold agencijo, kot sva se že prej pogovarjala, se pravi, delate nek holističen 360-stopinski marketinški digitalni pristop. Tako. Zelo zanimivo, da se spuščate tudi malo startupe, ampak o tem še malo skrivnostne so rekli, da nauči so imela. Tako, ja. Ampak zdaj pa začneva. Zdaj bi pa rad te malo sprovociral in sicer, če greva nazaj v preteklost in se vrneva v gimnazijske klopi, a si že takrat bil promotor, ti je bil marketing všeč, ne vem, si bil tak inovativen? Če sem čisto iskren, sem takrat se bolj zanimal za šport. Takrat sem pri Olimpiji igral košarko. Sicer se je ta moja karierna pot končala tam nekje pri 18, ko sem ugotovil, da obstajajo ljubljanski klubi. Sicer pa sem hodil na Šubičevo gimnazijo, to slavno Šubo v centru, smo se imeli zelo luštno. Poleg tega, ja, da sem veliko hodil tudi na treninge, seveda druženje s kolegi. Ogromen sem že takrat začel tudi delati, med počitnicami predvsem. Takrat je moja prva služba, če lahko rečem, bila v NLB-ju, tako da sem takrat v bistvu že na nek način spoznal en mal velik sistem. Sicer smo delali ta bolj začetna vstopna dela, če lahko rečem, ampak spoznaš en velik sistem, tako da to je bila taka lepa izkušnja. Tako da, pa glede na to sem pač velik ljubitelj pice, bi z mano hodil na malco, tam v Bežgrajski dvor, na 2 pice preklopljene. To je tak lep spomin, ker sem si ga zapomnil, če lahko rečem. Kalcone, ali ko je temu reči. Tak, ja, doma narejen oziroma prilagojen. Daj mi povej, jaz zmeri rad moje izjemne goste vprašam in sicer me zanima, kakšna je tvoja rutina? Se pravi, ti imaš veliko nekih klubukov, si direktor, lastnik, hkrati se malo ukvarjaš tudi startupi, mentor in me zanima, kako si ti razporejaš svoj busy delovni dan? A se ti v nedeljo pripravljaš za te naprej, imaš sestanke, pomembno še zjutraj, zvečer, kako? Tako, ja, prvo, kar je meni najbolj pomembno, je to, da jaz vem v bistvu, da moj superpower se dogaja tam med 5 pa 9 uro zjutraj.
Se pravi, takrat jaz lahko delam bolj deep work, zapletene izzive rešujem ali pa planiram kakšne strateške odločitve, ker mi kombinacije v glavi malo bolj funkcionirajo. To je tak res zelo pomemben čas. Potem ponavadi se odpravim v službo oziroma v agencijo. Imamo zaradi tega agila našega kar veliko teh nekih kratkih stand-up daily meetingov, to, da se posinkamo z ekipo. Jaz se sicer v ekipi bolj skrbim za prodajne pa new business stvari, tako da se bolj s tem ukvarjam. Drugače pa ja, jaz že 10 plus let, pa to rekel, me je tudi Jägermeister pa njihov mindset naučil, zelo planiram. Moj Google je torej koledar splaniran na 15 minut, točno vem, kaj delam, kdaj delam, s kom delam, planiram si poti, ne želim delati praznih korakov in pravzaprav temu posvetim kar nekaj časa tudi dnevno. Meni je zelo pomembna optimizacija časa, pa ne govorim samo o delu, tudi daj bom si vzel čas za malco ali pa za debato s sodelavko, kar privatna sveta. Drugače, ja, zvečer pa ponavadi ali pa popoldne se pa posvečam bolj stvarem, kot so neke novosti, prebiranja, podcasti, poslušanja, pač učenja, celo življenje, neko učenje. Tako da, tako na kratko nekako bi opisal. Se pravi, ti si 5 AM club. Ja. Sem probal. 5-6, odvisno. Zdaj nisem toliko strog do sebe, ampak vedno bolj mi paše vstajati zgodaj, da imam tisti svoj mir, da vzjutraj ogromno naredim. Deva se malo dotakniti te vaše velike zmage in sicer, da ste se pridružili tem velikim korporacijam. Kaj to sploh pomeni, ta agile? Kaj ste mogli, čez kakšne faze ste mogli iti, kako zdaj izgleda podjetje? Ja, mogoče bi najprej kršil na začetek, kako je sploh prišlo do tega. Najin skupen prijatelj Jaka pa njegova kolegica Nina iz Switch to 11 sta tukaj zelo pripomogla k temu. Ampak vse se je v bistvu začelo dogajati takrat, ko smo se mi začeli združevati, torej Big Global pa AM agencija. Na strani Big Global, se pravi digitalna, usmerjena ekipa, bom rekel, na splošno so bili malo bolj divji. Na naši strani AM, ki smo zrastali iz eventov, na svoj način malo bolj divji, bom rekel, pa hkrati kreativni in tako. Smo videli izzive, da bomo te kulture najprej v bistvu sploh zmržili skupaj. Takrat nas je bilo cirka dobrih 30 ljudi plus zunanja, kar velika ekipa. Jaz sem gotov, da je to, da bo velik izziv za nas. In takrat sem se z Jakatom Kladnikom dobil na eni pijači in mu zlil, tako le, zdaj v bistvu govorim, da imam problem in tako, in on rekel, ti si sam relaxed, imam jaz rešitev, smo šli v bistvu na par teh uvodnih sestankov in že v prvih urah skupnih je meni tam dal ogromen enih, bom rekel, odgovorov, kako zmržiti ekipe, zato ker sploh več ni waterfall vodenja projektov, ampak v bistvu sestavljaš multidisciplinarne time, ki se pač potem sestavljajo za potrebe vsakega naročnika, kaj ima on izziv. Se pravi, mi tako kot podjetje izhajamo iz tega, da pogledamo, kaj je izziv ali pa pain point ali pa cilj ali pa neka novost, ki jo želi naročnik lansirati, in najprej sestavimo neko strategijo in že v strategiji približno vidimo, katere tipe kadrov bo ta naš naročnik rabil, za potrebe njega sestavimo ta, bom rekel, cross-funkcionalni tim, od, ne vem, kot kreativcev, konec koncev, če je to, ne vem, B2B, recimo specialist za sejme, za performance, copywriter in tako naprej. In oni potem z njim imajo neke, bom rekel, tedenske ali pa dvotedenske kolegije, kaj mi rečemo neki sprinti, kjer v bistvu podmač pojem z klientom pogledaš, kaj si upravil preteklih 14 dni, se posinkaš, kaj boš upravil naslednjih 14 dni in to v nekem CRM-ju, mi robot sicer uporabljamo večinoma ali pa ClickUp vodaš in točno veš, kaj mora upraviti naročnik na svoji strani, pa kaj mora ekipa upraviti na svoji strani, da to nekako integrirano poteka proti doseganju tistih ciljev, ki smo si jih na začetku zastavili. Zdaj,
mi smo kakšen let je bil kar izziv, v glavah smo mogli marsikaj spremeniti, tako tip organizacije ne pride samo tako, da ti rečeš, bomo danes mi to zamenjali, pa mi zdaj to delamo, ne. Ogromno smo delali tudi na ekipi, na psihološki varnosti ljudi, uvedli retrospektive na 14 dni, kjer se ljudi odprto pogovorimo, kaj nam ne paše, kaj nam paše. Top. To je neka taka zelo primer dobre prakse, meni osebno, da si res lahko povemo, ne. Da ni tle šef zaposlen, ampak smo tima. Ne. Tudi jaz, če upsellamo neko stranko, pa je noter nek client whisperer, v tistem primeru sem jaz njegov kolega, ki mu pomagam cilj doseči, nisem njegov šef, ki mu govorim, kaj moram delati. Ne. To je recimo ena taka stvar, torej neke klasične hierarhije, pač do oblikovanja teh timov. Ogromno smo delali z zaposlenimi, tudi Nina sicer kot facilitator, ampak tudi šolan na psihologinja, nam je ogromno pomagala pri tem procesu, ker so seveda nastajali, tako da ona še danes prisotna tedensko. Ljudje se lahko obrnejo na njo, bom rekel, naši zaposleni in v timu se lahko obrnejo na njo z bilo kakšnim vprašanjem. To in pa potem mi, se pravi, ciljamo na to in se gibamo proti temu, da te timi postanejo samovodeni, kar je pa ultimativni cilj, konec koncev lastnika, pa tudi timi so opolnomočeni, dobro se počutijo, sami sprejemajo odločitve, sami razpisujejo delovna mesta za svoje time, stojijo za njimi. Imajo svoj interni P&L, vejo točno, koliko je strošek, koliko je prihodek, njihove nagrade so vezane na uspešnost, koliko oni kot tim skrb držijo. In jaz verjamem, da je ta agilnost to ni switch takoj, ampak je res transformacija, je proces, in verjamemo to zelo. Tako da mislim, da je to prihodnost organizacij, tudi konec koncev recimo en primer dobre prakse, mi tudi sodelujemo z drugimi agencijami, ali Sloveniji, ali skje drugje, Mi se bistveno hitreje zdaj sestavimo nek tako imenovan mission-based team za dosego cilja enega klienta. Mogoče zelo močno specializirana performance agencija iz Hrvaške ali pa iz Avstrije, pa programerska firma iz Niša, recimo, imamo en tak primer, se mi združimo skupaj, naredimo mission-based team, potem v vzoru postavimo si v Miroboard en projection enega case-a in ga skupaj nekako. Tako da res super. Vrhunsko. Ja. To, da smo pa bili zbrani za top 11, pa bi se tudi zahvalil mojemu partnerju, pa kolegu Roku Zajcu, ki je z Nino pa z Jako delal na tem, da smo tam imeli vrhunski pitch, seveda smo mogli celost našo stvar predstaviti in nismo bili sam marketing agilnost, ampak prav celovita poslovna agilnost. Cel naš proces podjetja je trenutno agilen. Mi smo si seveda naredili bolj agilen sistem, ker Jaka in Nina tako super učita v nekih konceptih, pa v rešitvah, bom rekel, ali pa bolj v konceptih. Mi smo si pa seveda to s časoma zdaj prilagodili, tako da nam ustreza. In se imamo res dober. Tudi uvedba, recimo ena zelo dobra stvar, da smo na ravni firme uvedli time, recimo People and Culture Team, ki je sicer slišimo za velike korporacije, ki imajo nekaj 100 zaposlenih ali pa 1000, da nek tim skrbi za dobro počutje zaposlenih. Imamo 4 ljudi trenutno, ki skrbijo za to, da se zaposleni dobro onboardajo, da se dobro počutijo ob tem, da imajo enega mentorja in buddyja ob tem, ki pridejo v firmo, skrbijo za tedenske breakfaste, ki jih imamo skupaj, ob nedeljo zjutraj in beremo tablo pohval. Tako, veliko časa preživimo v službi, in naš cilj je bil, da pač to okolje naredimo prijetno ljudem. To je bil cilj. In mislim, da nam uspeva, oziroma dajmo reči, da na retrospektivah in vem, da smo iskreni en do drugega, pač vidimo res velik napredek. Da mi povej, koliko pa imate timov, takih timov? Trenutno je interno sestavljenih 5 timov, 6. smo zdaj ustvarili v bistvu za potrebe business to business naših klientov. Potem se pa tudi drugi timi, te mission-based timi, se pa sestavljajo čisto po potrebi. The best. Zunanjimi sodelavci.
tudi model, ki ga uvajamo, je enim pa še biti zaposlen v podjetju, jim to daje predstavlja neko vrednoto, eni želijo še druge stvari delati, mi v bistvu nam je na nek način vseeno, no? Ampak vemo, kaj je cilj, vemo, da mora biti naročnik zadovoljen, vemo, da mora biti net promoter score 9 ali pa 10 in če je še račun plačan, je potem tudi nagrada za vse. Ne? To je nek... Daj mi povej, kaj si rekel retrospektiva, kar je ful dobro, pa me zmer zanima, zmer malo provociram, če se dotakneva feedbacka. Ja. A si ti oseba, ki daje feedback v obliki sendviča, veš, da poveš nekaj dobro, to si super naredila, tole mi ni bilo všeč, ampak dejansko si pa super. Lej, super vprašanje, zato ker recimo mi v neki fazi smo imeli izzive z dajanjem feedbacka, ne? En z drugim, ni pomemben tukaj nivo, ne? Ampak kar naenkrat v bistvu si postavljen pred to, da moraš nekomu podati nek feedback. Tako da smo imeli delavnico super z Nino Pazjako in od takrat smo se tudi, imamo pač vadimo to, če lahko rečemo. Ne? Razmišljamo, da bi celo uvedli te tako imenovane fuck up Friday, ne? Ker si pač lahko poveš stvari, pa bom rekel, gremo kdaj tudi nekakšno pijačo skupaj po službi, pa se tam probam pogledati. Sicer pa jaz probam biti 100% iskrena. Ne? Tukaj ena coachinja, mislim, Carmen Pangos, no, se je bila predsednica uprave Žita, pa je zdaj na Mladinski knjigi, rekel, oseba, ki jo zelo cenim. Sva imela en proces in ona me takrat naučila in to sem si zavedno zapomnil, ko pač ne veš točno, kako bi podal, bo pač samo iskren. Ne? In pač povej to, kar čutiš in kako občutiš in zakaj misliš, da bi se mogla o tem pogovoriti in boš te prišel delač tako. Veš, kaj me zmeraj zanima? Se pravi, kaj enkrat vodiš digitalno marketinško agencijo, kako delaš marketing zase? Ker si v bistvu... To ti je mogoče kdo prešepno od mojih sodelavcev. To je, jaz mislim, da če vprašali smo 100 agencij v Evropi, kako delajo svoj marketing, 99 odgovorili, da težko. Mislim, Kovačeva kobila je vedno bolj, ampak se mi zdi, da bolj tukaj bi pohvalil sodelavce, se ful trudimo na tem. No, mogoče se opasno, upam, da se opas, res ogromen časa posvetimo temu, ampak smo porabili res veliko časa. Ne. Seveda, pač logično, in smo čisto service-based agency in valjda rekel, izzivi klientov pridejo prve, ne. Ampak spremenili smo takrat ravno, ko smo začeli to agilnost, da smo v center postavili bold group kot klienta. In se sami tretiramo kot nekoga, ki mora biti 100% zadovoljen, ker če mi ne bomo zadovoljni, potem tudi naši klienti ne bojo zadovoljni. In pa jaz verjamem, sploh zato, ker se z new businessom pa z prodajo ukvarjam, da je to obraz. Ti si marketinška agencija in zdaj ti prodajaš LinkedIn, ne? Pač zaradi nekih strateških ciljev, pač neka firma potrebuje LinkedIn. In zdaj ti nimaš svojega LinkedIna. Ne? Jaz ne verjamem v to, da ti lahko suvereno zastopaš stališče, da je ful dobro imeti LinkedIn, če ti kot marketinška agencija nisi tam tedensko aktiven. In iz tega smo se nekako motivirali, da smo potem nekako vzpostavili vse komunikacijske kanale in se trudimo, da dajemo neko dodano vrednost našim bralcem in gledalcem. Daj mi povej, ti si izjemna oseba, imaš blazno dober network, postavil si izjemno zgodbo s partnerji. Pa me zanima, Američani dostikrat pravijo temu the aha moment. Kaj je bil tvoj aha moment, da si se odločil iti po tej poti? Šel si iz Jägermeistera do NLB-ja, do tega, da imaš zdaj eno najhitreje, oziroma zadnji 2 leti najhitreje rastočo marketinško digitalno agencijo. Drži. Kaj je bil tvoj aha moment? Ali pa uspeh? Ja, v bistvu to, kar zdaj vem, takrat sem sam čutil, ne, če lahko rečem, recimo tudi en drug najin skupen prijatelj, ki uči o poslovnem mreženju, to je Boško Praštalo. Zelo sem navdušen nad mreženjem, nad spoznavanjem ljudi
In že to sem zelo zgodaj tudi začutil, se pravi, da se v prostoru dobro znajdem, da vidim, kaj ljudje govorijo, kaj razmišljajo, kje koga poznajo, kako se obračajo v poslovnem prostoru in nekako neke povezave iz tega ven znam upostaviti. In meni moment, da bom lahko uspešen v nekem business developmentu, pa konec koncev neki prodaji in se pravi ali pa implementaciji novih idej in tako naprej, sem zelo hitro občutil, in to še danes z veseljem delam. Tako da takrat bi rekel, že na Jegru recimo, smo ogromno delali po celi regiji, sem vedno nekako znal najti pot od nekega izziva do rešitve, povezovanju pravih ljudi med sabo, konec koncev tudi to, da znaš spodbuditi debato 3-4 različnih super ljudi, da jih usmeriš v pravo debato in potem rešimo skupaj izziv. To je bilo vedno nek tak, bi rekel, passion ali pa še danes. Dostakrat rečem za mizo, ko vidiš dva sodelavca, vidi, da bi se mogla več pogovarjati med sabo, pa več čudovite stvari prišle ven. Tako, to je tak neka stvar. Daj mi povej za Jägermeister, ta zgodba me zanima. In sicer, kako je delati za brand, pa postavljati brand, ki vsem nam pritegne na smeh na obraz, ki si rečeš, dobri spomini. Všeč mi je bilo. Jägermeister, to je ena taka posebna zgodba in tudi prvi moj, rečemo, poskus podjetništva je bil, ko sem bil še študent. Takrat smo organizirali ogromno enih zabav, koncertov in tako. Jaz sem hitro videl, da to je ogromna ena populacija mladih ljudi. Kdo pa usmerja tok tega, kaj ti ljudje tle pijejo, kaj ti ljudje tle jejo, če mi organiziramo vse to, pa mogoče se lahko mi zmenimo s kakšnim brandom, da se pač seveda kakšne drugatne dinačke smo iskali, pa dodatno popestritev, in sem takrat prvotno mislil, da bom ustanovil agencijo za posredovanje promotorskega osebja, tako HR, promo, pa tako. In sem se opogumil tako na enem listku papirja, dobil kontakt od takratnega direktorja marketinga in prodaje Marka Šetanovca, ki je potem tudi postal direktor za regijo. Kontakt in sem že tja na sestanek z listkom papirja, sem rekel, Marko, mi delamo tle žuro, tle čez naše evente se sprehod 100,000 mladih, jaz sem prepričan, da bom to lahko nekaj pomeni. In ker seveda so se njemu učke zasvetle. Se pravi, takrat je Jägermeister se soočil z izzivi tega, da je želel pomladiti blagovno znamko in takrat smo se tudi dobro zmenili. Jägermeister smo praktično porinili v vsako poro življenja mladih, seveda polnoletnih. Disclaimer, polnoletnih. Da je v bistvu Jäger takrat res praktično ni bilo žura, kjer ni bil Jäger prisoten. Takrat Mediana, recimo, to je en tak dober podatek, ki je zmenil, da Top of Mind Recall je bil največji na svetu ob vprašanju, katero žganje, se pravi ne pijača kot brand, ampak katero žganje. Odgovor bi bil vodka, viski, je vam najbolj cool. So mladi med 18 in 24, mislim, da jih je 60% odgovorili Jägermeister. To je bilo noro. The best. Tako da potem sem pa tudi dobil ponudbo zelo hitro, ker sem to praktično v kratkem času uspel implementirati še na strani kot partner, ne kot zaposlen. Dobil ponudbo, da v bistvu postanem brand manager za Jägermeister pri 21 letih. In tukaj sigurno to obdobje je noro iz vidika učenja, iz vidika zabave. Jäger je pač res, kot si omenil, noro povezoval ljudi. Tudi v bistvu nekako Jägermeister je zelo pasal ta nek social moment, če se spomniš tistih eprovetk ledenih in tako. To ne spiješ sam, to spiješ v družbi 8 nasmehov in seveda ponoviš rundo. Tako da lušten, ogromno žura, praktično po celem svetu me je Jäger vodil, tako da fajn. Pa veliko biznisa tudi, garali smo precej tudi. Se pravi, se moram tebi zahvaliti za
prvi dejt. Ja. Bil je celo takrat ena kampanja, everyone has a Jägermeister story, tako lušten, ne? Vsak ima, ne? Eno zgodbo z Jägerom. Ne? Res je. Kakšno se pa tudi ne spomnim. Pa je to dobro, da se ne. Ja, sigurno, ja. Da mi povej, prej sem omenil, da imate v bistvu te performance ekipe, oziroma kako si jih pomenil, mission-based ekipe. Mission-based, ja. Ja, tako, ja. Kaj, recimo, ko sestavljaš neko ekipo, kaj so te lastnosti, ki jih iščeš pri zaposlenih? Super vprašanje. Prvo, recimo, bi dal en primer, pa se bom polno dovezal. To, recimo, takrat, ko je full AI, oziroma ChatGPT ven skočil, ne? Mi nismo zdaj zaposlovali specialista, da bo te tule uporabljal, ampak smo enostavno tako naredili. Da je mission-based AI team, bold AI team, in smo najprej v Slacku vprašali, koga bi to zanimalo. Ne? To je bil čist nek tak začetek. Se je javilo 11-12 ljudi, smo zrihtali en Miro board, gor napisali, kjere tule bomo stestirali v 14 dnevih, ljudje so si to sami določili in po 14 dnevih smo se spet dobili in so ljudje poročali. Ne? In v bistvu odgovor na tvoje vprašanje najprej volja, želja, a hoče sploh del tega biti. Ne? Se pravi, zelo delamo ta competence metric, če lahko rečem, ne? In ljudi sprašujemo, kaj želijo delati, del česa želijo biti, kaj znajo, pa koga želijo naučiti, ali pa česa se konc koncev pač ne da več s tem ukvarjati. Ne? In iz tega dosti izhajamo, da potem na podlagi tega sestavljamo ekipe. Ne? Je pa tako zdaj v praksi, da mission-based team, recimo tudi za kakšne piče, je nek pitch, pa želimo se od koga kaj naučiti ali pa želimo dopolniti ekipo, najdemo kakšnega specialista, mentorja, ga vključimo v ekipo, mu predstavimo naš način dela in imajo blazno dober feedback. Zato, ker imamo res, recimo tukaj je res ta primer dobre prakse, ker sta nas Jaka in Nina upeljala ta Miro board, da si zrišamo nek flow, da točno vemo na začetku od nekih večjih stvari, pa potem to drop-downamo v posameznike. Ne? Tako da te mission-based teami bi rekel, so nam, ali pa ta koncept nam je dodal ful veliko v našo organizacijo. No? The best. Pa gremo malo v kontrasmer. In sicer živimo v takih zelo dinamičnih, hitrih časih, digitalizacija, skozi smo na telefonih, aplikacije, tempo je res nenormalno hiter. Pa me zanima, kaj bi rekel, da mora danes nek vodja manjše, večje ekipe, kakorkoli, kakšne lastnosti mora imeti? Pa če greva še naprej, kaj pa misliš, so tvoje te v bistvu superstar lastnosti? Ja, jaz mislim, da v prvi vrsti vodja more znati se pogovarjati s svojo ekipo, prisluhniti feedbacku, dajati občutek, da se lahko z njim 100% odprto pogovarjajo, da ni tle nekih zadržanosti, da je mentor, da tudi on prizna, da ima napake, da tudi zaznamo skupaj, kdaj rabimo zunanjo pomoč, kdaj rabimo iti na tečaj, nečesa se naučiti, poklicati nekoga za pomoč, se pravi, da pokaže, da je človek, pa da hkrati vsem sprejema mnenje, argumente, ampak da se pa zna tudi v ključnih trenutkih odločiti. Na podlagi, rekel, vseh mnenj, ekipe, argumentov za, proti, ampak na koncu, ko je, 5-4, se mora odločiti. Yeah. Se pravi, to je nekaj, kar bi jaz rekel. Zdaj, to, kar sem v bistvu naštel, tudi sam probam živeti. Zdaj, zaradi modela naše bold grupe, kot take, kjer je znotraj, ni sama agencija, so še drugi projekti, ki si pred tudi malo omenil, se bolj ukvarjam res z new business, pa prodajo, pa priložnosti, pa recimo sploh to implementacija Bolda, Zagreb, Beograd in tako. Sem malo manj v stiku z ekipo zadnje čase, ampak še vedno, ko se vključim, pač ni ta agilnost kot taka, to, kar mi živimo, ni več to, ko sem jaz tako rekel, zato ker vse je prav, da imaš intuicijo, prav, da v nekaj verjameš, tako, ampak se mi zdi, da je pa prav tudi, da poslušaš ljudi. To je znati presluhati, poslušati, ne samo ti govoriti. Tako, to. Se strinjam, ena usta, dva ušesa. Tako. 60-30 ali 70-30. Deva se še malo dotakniti, ful me zanima,
Se pravi, agencije ponovadi vidimo neke oglase, neke billboarde in rečemo, wow, ko so se tega spomnili. Kakšen je postopek, ki delaš, ko dobiš neko naročilo od neke stranke, pa reče, da bi nov produkt, ali kako prideš do takih norih zadev? Tukaj bi na tem mestu najprej pohvalil to našo noro kreativno ekipo, noro absolutno pozitivnem smislu, ker jaz po duši v osnovi nisem kreativcem, bolj biznis in tako, ampak blazno cenim naše kreativce. To je pač proces. Proces, sem že videl, da smo briljantne ideje, je ena sodelavka ali pa en sodelavc izstrelil v 7 minutah ven, lahko je pa to bil dolgotrajen postopek. Ampak bom rekel, so si oni za svoje potrebe, za to, da se jim na pravilen način, bom rekel, odpirajo ventilčki, če lahko rečemo, naredili proces, ki jih nekako vodi čez nek načrt, da na koncu pridejo do dobre ideje. In to je od analize, raziskave, seveda pač vedno dober brief, se pravi. Že tukaj, bom rekel tako, kreativc ali pa bom rekel kreativna ekipa ali pa projektna ekipa, ki se loti, že tukaj se mi zdi, da ko dobi brief, da v pravem trenutku zna postaviti prava vprašanja, da v celoti razumeš, kaj pravzaprav naročnik res želi. Jaz zelo predlagam, in to tukaj se mi zdi, da ti začutiš svojega sogovornika na strani naročnika, da ti to še osebno prenese, ta čustveni prenos, bom rekel. Tako da ponavadi imamo nek proces, brief, vprašanja, uživo, če se le da se še malo začuta, odkriti, kje so te pain pointi, kje so ti izzivi, in potem najti najboljšo kreativno idejo, ki pa jo seveda povezati potem šolsko, by the book, preko kanalov komunikacijskih. Top. Peva en korak nazaj. In sicer, ko si rastel skozi svojo kariero, si imel različne klobuke in me zanima, a si ti tudi v svoji karieri naletel na kakšnega mentorja, kakšno osebo? Jaz osebno moram biti zelo hvaležen, da sem imel to srečo, da sem imel kar nekaj oseb, ki mi je v življenju vodil. Si imel ti kakšnega mentorja? Vem, da si ti tudi mentor. Ja, dostakrat razmišljam o tem, sploh, kad delaš svojo retrospektivo za nazaj. V zgodnji fazi, brez heca, sta res to bila doma dva, ki sta me podpirala, se pravi starša, ker pač bi rekel, sta mi omogočila to, da sem lahko se šolal, izobraževal, bil razigran takrat, kaj bo čas za to. In pa me usmerila zelo v to, da sem hiter bil, zelo znal zase poskrbeti. Spodbujali se je zelo delovne navade in tako. Potem zelo veliko srečo sem imel, bom rekel, okolje, potem v srednji šoli. Družil sem se v okolju kolegov, katerih starši so bili blazni podjetniki. The best. Recimo moja starša nista bila blazna podjetnika, sta pač iz neke poprečne družine in sta mi dala bolj to, te delovne navade, poštenost, tako. Potem pa ta okolja, ki rečejo, da te stimulira, v katero smer te pelje, blazni podjetniki. In moji kolegi takrat so že zelo zgodaj začeli delati ali v podjetjih staršev, ali so se lotvali lastnih projektov, in ker so videli, da sem jaz zelo tak delavan, priden, razmišljam, ful si preberem in tako, so me zelo hitro vključili v njihove posle. In jaz sem se že v bistvu zelo hitro učil od velikih podjetnikov, ki so sicer bili očetje mojih kolegov, ampak tudi takrat sem se naučil, da tam v tistem poslu, v tistem prostoru nista bila oče pa sin, ampak sta bila mentor pa vajenc, po domač povedan, pa jaz sem bil en vajencev, ki sem bil privilegiran, da sem lahko za tisto mizo sedel, in sem to močno počrpal. Tako da v tej fazi bi lahko rekel, da to, da je mene zanimalo bolj, da me je biznis začel zanimati, bi zelo prepisal temu obdobju. Potem pa ta Jeger, oziroma ne, še prej bi rekel zelo pomembna stvar. Jaz sem tam pri 19 letih dubu in tukaj bi izpostavil kolega Gašperja Kračmana, ki je trenutno na Apple Adriatic Manager, ki me je opeljal v teleprodajo, oziroma rekel to, ne teleprodajo, za Kadi sva delala, Kadi Group. Takrat je bilo to mrežni marketing. Se pravi, ti si ta, ki me je klical. Ja, jaz sem ta. Ampak
vrhunska šola za danes, vrhunska šola predvsej z vidika vztrajnosti, pa prodaje. Ne? Če ti nekoga, ki te ne pozna na telefonu, pokličeš in je on pripravljen po tvojih 3 minutah uvoda, te sprejeti domov in potem, ko prideš domov, ti je pripravljen nekemu 20-letniku podpisati neko pogodbo za 30 let, to moraš biti kar hud prodajalec. Ne? In tam sem se jaz po moje speglal tako, na oranj speglal, da imam to prodajalsko žilico vse in da znam najdeti pot do želja. Ne? Potem pa Jeger. Prej sem že omenil kolega Markota Šutanovca, njemu bi se blazno rad, pa sem se tudi že mu večkrat zahvalil, ker me je ogromno naučil v življenju, tistih 7 let v Jegru. To je bila tudi kar precej trda šola. V smislu, ja, smo bili kolegi, ja, smo bili to, ampak takrat, ko si delal dober, je bilo tako prav in si zato tudi tam, da delaš dober. Takrat, ko pa nisi delal dober, si pa kar dobil šola. Je bilo tako. Ampak z argumenti v smer pokažemo, ampak ni bilo, tam ni tist, pustim ti zmagati, pa lahko mi daš gol. Tam te pač z golom vred podrem, pa prideš naslednji dan, pa greva od začetka. Tako da tukaj tam rekel, ta biznismen, ampak korekten, pošten, ko daš roko, ampak do tiste točke si pa tako. Potem pa bom rekel, naprej ena zelo prelomna velika obdobje, tudi bom rekel mentor ali pa kolega, ki sva in drugega zelo podpirala in na tej točki se mu moram tudi zahvaliti, je pa Boško, COVID, težko situacija, praktično ta firma, ki je imela ogromno nekih potencialov, je bila soočena s tem, da praktično lahko zapre dol vrata. In to, kar sem že čutil, to, kar smo se že na začetku dotaknili, to poslovno mreženje, ta spodbuda, ta moment, da se bo v redu in naredi si načrt. In rekel, to je rekel, v zadnjem obdobju nekaj tazga, kar me je res gor držal. Potem pa seveda drugi kolegi, poslovni partnerji, partnerji v službi, sodelavci, te vedno novega, ki naučijo. In pa ne bi šlo brez domače podpore moje drage, ki vse to razume in me spodbuja. Tako da tako nekako to bi zaključil. The best. Zdaj, ker sva se dotaknila vseh teh mentorjev pa tvojih obdobij v življenju, me zanima tudi tvoj stil vodenja, ker smo le pri Beyond Leadershipu, se je verjetno spremenil. Kako bi pa rekel, recimo od tega, ker si dobil prvo pomembnejšo funkcijo, pa Jägermeister, šel naprej, zdaj si v bistvu direktor, lastnik in imaš pod sabo v bistvu kar lepo število zaposlenih. Kako se je tvoj stil vodenja spremenil? To je bil eno tako zanimivo potovanje. Ti pred 20 letih sem dobil funkcijo brand menedžera. Ti, bom rekel, tisti točki, ki se sploh ne zavedaš. Se sploh nisem zavedal, jaz sem pač to sprejel, ker se je dobro slišal. Mislim, odkrit povedano. Pač ja, ok, se veš, da boš pač neki vodil in da boš za neki odgovoren in tako, ampak jaz recimo pred 20 letih sem mogel vplivati na, ne vem, 30-40 ljudi, ki so bili starejši od mene od 10 do 30 let. In takrat sem se, recimo, to je ta tista šola, ki se ti se takrat v bistvu naučiš, da nekdo, ki bi toliko star kot tvoj oče, pride do tebe in te, ne vem, vika. To šok. In pol s časoma... Sam ti je bilo malo všeč, ne? Mislim, ja, prvič je bilo tako ampak daj prosama, se lahko tikava, mislim, jaz bi vas vikal, ne bi mene. Tako da, ja, pač se učiš, in seveda, hvala Bogu, brez mentorstva ne bi šlo. In potem vedno bolj si suveren, ampak bom rekel, je res potrebnih enih bilo 10-15 let, da nekako čutiš, da si malo bolj kompletno. Seveda se imam še ogromno za naučiti. Kako pa vodimo zdaj z kolegi, partnerji in pa vsak za svoje področje, je pa tako, kot sem že prej v bistvu pisal. Pač poslušati, imeti strategijo, kam gremo, se znati z ekipo s tem, jih vključiti, poslušati, pa boš daleč prišel. Se pravi, ne avtokrat, tako bo pa pika.
Ne, to jaz mislim, da... Tam so vrata. To se tudi meni ni zgodilo, ampak mi je pa, ja, ne, tako ne. Tako ne. Ja. Daj mi povej, veš, kaj me zmer fascinira? Se mi zdi, da vsak teden slišim, da se odpira ena nova agencija, marketinška. Ja. A je to ni simple business, ampak kaj se dogaja s tem? Jaz pravim tako. Zdaj že mene zanima, da bi jaz odprl, pa nič ne znam. Ja, dobro vprašanje. Jaz se vedno zafrkavam, ko govorim o tem, da moramo biti divji v tem poslu, da se 700 agencij bori za 10 klientov v Sloveniji. To je nekako tako. Ja, ne vem. Mislim, da mogoče predvsem vidite ta lep del tega posla. Agency life, na TikToku ful se lepo zgleda, imamo fajn, ampak kot pa vidimo, in če pogledamo zadnjih 10 let, pa redko katera zares pogleda ven iz nekega resnega obsega dela in prodornosti, zato ker ni lahko. Sploh bom rekel, zdaj v tem obdobju se soočamo sploh, vsi se sploh bolj proizvodne firme to občutijo z energetsko krizo, z večjim stroškov, surovine in tako naprej. In seveda to pritiska na celo dobaviteljsko verigo. Mi smo nekje, nek strateški partner, ampak se pozna. In hiter ti moraš pa za neko kvalitetno delo imeti pa široko ekipo specialistov in to je treba financirati. In zdaj mislim financirati, pač seveda, velike pisarne, veliki stroški, licence, programi, plače. Za resno strateško delo rabiš kar velik specialistov. Plus tega, da so tukaj že bolj uveljavljene firme, agencije, ki so pri nas prisotne že 10, 15, 30 let tudi, ki imajo pa že neke svoje, poti in so bistveno bolj, poslovno povezane, če tako lahko rečemo. In pa so potem tukaj še, te neke predstavništva teh, svetovnih mrež, agencija, ki pa že po defaultu, so vključene v neke svetovne brende in jih lokalno upravljajo. Tako da v bistvu pridemo do tega, da za te nas nove zmanjka kar hitre prostora za nek resen marketinški šer. In to, da smo mi uspeli v 7 dobrih letih priti do tega obsega dela in teh super naročnikov, za katere smo hvaležni, je pač res velik uspeh. In si tudi ekipi za to vedno znova in zahvalimo in smo veseli, da jih imamo in tako. Ampak kaže na to, da ste zelo dobri, da vam zaupajo. Se trudimo biti vsak dan boljši. In to, da se nikoli ne sprijaznemo s tem, mi smo najboljši, želimo biti najboljši, da tako reči, za naročnika. Želimo najboljši njemu svetovati, najboljši pomagati in biti tam za njega, ki mu je težko ali pa ki ima res izziv, da mu preskočimo na pomoč. Deva, ena tema mi je ful fascinantna in sicer employer branding. In velikrat, ko se to pogovarjamo s kolegi, pravijo, mi smo rekli našim zaposlenim, da morajo na LinkedInu deliti poste. Sem rekel, the best. Tako da, daj mi malo predstav, kaj to je, kako ti gledaš na to? Ja, employer branding is so much more, kot deliti poste. Jaz sem danes lajkal poste. Ja, na LinkedInu. Bom rekel, mi recimo, ko smo delali strategijo Bolda, smo si zadali, da želimo, da ljudje, ko grejo od nas ali stran, iskajo druge izzive, ali pa tisti, ki nas iščejo, je, da vejo ali pa rečejo, da so se imeli tle res vrhunsko in da so dobili en ogromen paket znanja in so bili vključeni v toliko različnih projektov in da so res neki za sebe naredili, imeli hkrati občutek, da se jih ceni, spoštuje, da so del tima, da so samo številka. Torej bi začel, da employer branding se začne pri tem, da ti na dolgi rok in da je to v tvoji mentaliteti firme ali pa politiki firme, da se
ukvarja s svojimi zaposlenimi, da jih poslušaš, da z njimi narediš konec koncev nek ali načrt. Ali tako. In pa seveda potem, ko se imamo mi vsi fino in super in to skupaj odkrivamo in gremo na tečaje in gremo na team building in imamo board tablo, kjer se hvalimo, ja, ok, sej pa smo marketingaši, seveda to potem povemo ljudem, ne. Ampak ta iskren občutek, ne, ker kaj meni pomaga lep post na LinkedInu, če potem na ulici nekdo enega sreča in reče, ma ne, to je sam farsa, to pač mi moramo gor dajati. Ne, mi hočemo, da ko ljudje delajo plan objav, ki so seveda v marketing timu, mission-based timu, bolj da sami želijo povedati, da smo bili na team buildingu, da smo ustvarjali to, da smo se naučili to in tako. Ne. Tako da tukaj, no, nekako bi jaz rekel, da se začne, no, in konča na koncu. No. Ja. Tako da, dobro počutje. Top. Peva še malo nazaj v preteklost. In sicer zdaj Anže gre nazaj v preteklost in sreča. Kdaj si prevzel, kdaj si postal brand manager pred 21? Ja, to je bilo leta 2009-2010 tam. No in sreča, greva še 2 leti in sreča polnoletnega Anžeta. Ja. In kakšen nasvet bi mu dal? Madonna. Tist, ki si vsaj enkrat ni rekel, da bi šel sebe nazaj skloptati. Ta laže, ne. Recimo, kar bi si rekel, je to, da podjetništvo, življenje, izzivi, vse, kar prahaja, ne, to je zelo tak sinusna, bom rekel, sinusno dogajanje, ne, da takrat, ko si na vrhu, ne imeti občutek, da lahko letiš, zato ker je padec za ovinkom lahko zelo, rekel, globoka, ne. Predvsem pa, ker se bo to itak zgodilo, ker pač je tako, se nas je življenje tako naučilo, ne, da nikoli, vedno se soočamo z enim izzivom, da takrat zares najbolj napreduješ. In da takrat ne delati panike, ker takrat prihaja tako najbolj tough šola za življenje ali pa za biznis in bod aktiven, ampak malo se tudi naslon nazaj, pa glej, ker takrat se boš res veliko naučil. Ne. In tudi vidim nekako zdaj, da je to resno. The best. Pa je tako v bistvu, kaj Gandhi rekel, everything will be okay at the end. If it's not okay, it's not the end. Ne? To je to, ja. Tako. Daj mi povej še, kje pa vidiš zdaj prihodnost? Se pravi, zdaj se širite Hrvaška, Srbija. Vem, da nekaj se spogledujete startupi, ki je še malo skrivnost. Ja, mislim, nasplošno mi smo taka ekipa, da se ne zadovoljimo, bom rekel, zdaj pa to delamo in zdaj bomo to delali za naslednjih 10 let, seveda se hitro, tako agilno obračamo in gledamo za novimi priložnostmi. Prva stvar, ki jo zdaj že resno planiramo in smo tudi že v Orange zagrizali v njo, je naš oddelek specialistov, ki bo pomagal firmam, ki so usmerjeni v B2B. Tukaj smo tudi ponosni, da se je naši ekipi pridružil Damjan Blagojevič kot specialist za strateg za to. In okoli njega smo že in pa mojega partnerja, kolega Aljaža Peklaja, zgradili en tim 7 specialistov, ki so pa prav, bom rekel, v tem B2B segmentov in že konkretno prevzemamo močne strateška partnerstva za te B2B podjetja, v B2B usmerjena podjetja. In bomo tudi nekako z konc novembra, 29. novembra, imamo konkretno ekonomski prvi ta naš neka okrogla mizo najavili to tudi uradno. The best. Tako da tukaj vidimo ogromen potencial. Tukaj se ne bomo omejevali Slovenija, Hrvaška, Srbija. Nasplošno smo to malo, bom rekel, predrugačili. Mi gremo, se pravi, smo tukaj v regiji prisotni, pogovarjamo se tudi z avstrijskimi, nemškimi klienti ali pa iz UK-ja. Ne. Tako da, bom rekel, zdaj ta B2B je res nas nekako ponesel vse posod. Je bistveno daljši proces, zato ker že želimo dobro spoznati klienta, tako da to je neka naša usmeritev. Absolutno bold agency, se pravi, kot ta bold, če lahko rečem, B2C usmerjena naprej, napredujemo, full nam luštni projekti prihajajo v začetku leta, ki smo jih zdaj dogovorili, ampak o tem več tudi še pride. V luštni brendi, svetovni brendi,
ki bojo lokalno rabili našo pomoč, tako da tukaj se absolutno usmerjamo in to je še vedno core in pa bom rekel ta nek središče, Bold Group, Bold Agency, če lahko rečem. Ja, je pa dejstvo, kar si tudi omenil, mislim, se pogledujemo startupi. Spogledujemo se s tem, da si želimo nekje v bližnji prihodnosti, v 2 do 7 letih ustvariti tudi kakšne lastne produkte. Bodi si za reševanje problemov agencija, ne? Sej kako pa najlažje mi lahko mogoče usmerimo fokus v to, kar vidimo, kje je agencija največ denarja in časa zgubila, pa mogoče tukaj razmišljamo. V B2B-u so že neke zanimive ideje po gradnji nekega communityja in tako. Ne? Tako da to nas absolutno zanima in je v strategiji, da konec koncev tudi nek asset večamo. Ne? To je ker agencija kot svetovalna agencija, če lahko rečem, je v osnovi sestavljena iz 30 super specialistov in to je njen asset. Ne? Želimo pa tudi mogoče nekaj malo bolj kaj konkretnega še zraven ustvariti. Tako to je neka naša smer. No? The best. Peva te še malo spoznati na oseben nivo. Peva. In sicer verjetno imaš tudi ti veliko stresa, nisi stress free in imaš ta work-life balance, ki je bolj work, pa pol mal balance. Pa me zanima, kaj ti rad počneš, kaj te sprošča? Zdaj, bom rekel, najbolj me sprosti, če si vzamem čas za šport, tukaj ali pohod, nekakšen hribček, ali rekel, doma sem si za te hitre rekel, stvari, ko nimam časa ali pa ko vreme dopušča, vzpostavil neko sobo kot nek fitness mali, tako da tudi to. In rekel, da mi to kar uspeva konkretno, dober, 2-krat, 3-krat, tudi 4-krat na teden sem športno aktiven. No. To mi ful pomaga. In brez tega bi res težko zmogel ker potem tudi bolj spiš, si naspan, zgodaj vstaneš, večer greš bolj ob normalni uri spata, ne, in tako. Potem pa sprostitve, vikendi, sprostitev s kolegi, družino. Tako, no, ta del bom rekel, pa potem kakšni hobiji še, no. The best. Jaz prvo rekel kolegi, mogo bi prvo reči moja draga. Ja, sej, ona je tudi kolegica. Evo, se rešil. Zdaj nam moramo zbrisati. Mislim, da je absolutno ljubezen, ampak tudi najboljša prijateljica. No? Daj mi povej, če bi te vprašal, kakšna knjiga, ki ti je ostala v spominu? Ja. V spominu mi predvsem 2, ki jih zdaj želim prebrati. Ena je Lean Startup, zato ker me to omenjeno za prejšnjo temo blazno zanima. Ne? Drugo sem iskreno pozabil, mislim, da je The 4 Stages of Epiphany ali nekaj takega, če se ne motim, tudi govori o startupih in tako. No? Sicer pa jaz blazno imam rad zgodbe o uspehu, ne? Se pravi, ampak ne zgodbe o uspehu, ta pozni stage, ko smo že IPO, pa že milijarde in tako naprej, ampak te zgodni začetki uspešnih posameznikov, kako so oni začeli. In v spominju me recimo res blazno stala Phil Knight, se pravi, vrhunska, mislim. Še takrat, ko vidiš v bistvu, da je že vse ok, še vedno so izzivi. Kar ti v bistvu nekako pove, mislim, vse ok. Takrat, ko si že res šel čez najhujše prepreke in prišel do resnega kapitala, ne, vidiš, da so izzivi vedno. Ne. Kar ti da odgovor na vprašanje, če tega res nimaš rad, kar delaš, ne, pač ne je to. Zato, ker nikoli ne bo, da boš rekel, aha, zdaj pa vse ok. To vsak dan je nov izziv. Tako da ta, recimo, no, tam je tako zelo ostala v spominu, se pa veselim teh bodočih. No. Čeprav jaz sem bolj Adidas fan, ampak ok. Dobre. Ne, se tudi Nike imam kakšno stvar, ampak ja. Zdaj ne še dajemo kot. Aha, okay. Daj mi povej, se pravi, če bi te vprašal, prej si že omenil pica. Ja. To imaš, a še kakšna posebna pica, margarita? Ja, ne, to je vse oblike, ne. Ja. Mislim, to je, če bi, to je tisto vprašanje, če bi lahko jedel karkoli, pa ne vpliva na zdravje, pa na obliko telesa, ne, bi vsak dan ena pica padla, tako da, to je kar... Zdaj sem bil v Neaplju, tako da... Ja, bil tudi jaz. Noro. Ja, vrhunska izkušnja. Daj mi povej, ker sem te prosil, če mi napišeš par najljubših podjetnikov, si omenil Jeffa Bezosa, Aleksandra Čeferina. Zakaj? Kaj?
mislim, tako najljubši, Čeferin, veliko spoštovanje kot spet, rekel, Slovenci iz Grosuplja, če se ne motam, ki je prišel na vrh Evrope, spet ena taka zgodba o uspehu. In bom rekel, pač neka persona, ki zapoje pojme ogromen, da Sloveniji v tem biznis svetu in s svojo držo, to profesionalno, korektno držo, kot narod postavlja v tako, se pravi, v razumevanju ljudi, smo taki kot družba. Ne? Jaz mislim, da tukaj dela ogromen job. Se mi zdi, da bi znal kdo k njemu iti na kakšno šolanje, kdo drug, ki bi mogel to delati, pa tega ne dela. Ampak po moje to lahko pustiva za drugič. Pa spet Jeff Bezos je pa tako, ko mi en na pamet pade in zopet zgodba o uspehu, človek, ki je bil super delavan, preden, študiral in je v bistvu praktično spet z vrhunsko idejo, voljo ustvarjalnosti prišel do pač svetovnega uspešnega podjetja in kapo dol. In tudi njegov konc, kar je meni zelo osebno tudi pomembno in probam slediti temu, ko prideš tja gor, ali pa tja nekam, kjer te vsi, se pravi, spoštujemo in cenimo zaradi svojega velikega dosežka, da ostaneš človek. Ker to je res. To je ful ena taka vrednota, ki se mi zdi, da pri teh dveh osebah, meni osebno, vsaj tako jih jaz čutim, je ostalo. Vsak na svojem nivoju. Odpreva tvoj telefon, kjer aplikacije so najbolj, a so na prvem mestu ali pa najbolj uporabljene? Ja, si te, ki jih v službi največ uporabljamo, to je ClickUp, Slack, LinkedIn, da je Instagram tudi to, Snapchat. Ja, tudi, ampak ni med najbolj uporabljenimi. Pa ker tudi rad predvsej investiram, so pa Binance, Optimtrader. Take stvari, to so pa tako, to. The best. Nam šlo detajle. Ja, to je pa tvoje področje. Ja. Ne, me zanima, kaj bo pol. Daj mi povej še, najpomembnejše vprašanje. Zdaj mi imamo kar lepo število poslušalcev, tudi ogromen direktorjev, članov uprav nas posluša. Super. In nočem nobenega pritiska, ampak zdaj ne moš malo zašvicati. Ja. Kaj bi bila tvoja zaključna ali pa zaključne misli ali pa nauki, ker bi jih dal? Ja, se pravi, to, kar sem že prej omenil, da podjetništvo je pač tako zanimivo potovanje, ki se nikoli ne konča. Da uživaj na poti, čeprav imaš močne cilje zastavljene, kar je okej. Ampak, če boš samo slavil tiste cilje, ki si jih dosežil, pa si sam nove postavljal, boš trpel na poti. Moraš uživati, okroži se z ljudmi, ki te dopolnjujejo, ki te inspirirajo, ki so ti kul. To ne pomeni, da bo lahko. Tudi če boš užival na poti, ne bo lahko. Stokrat je že vsak podjetnik hotel odnehati, ampak 101krat si vsakeč odgovoril, da za noben denar na svetu ne bo odnehal. Pa se pravi to, vztrajnost, volja, to je good old persistence, je pač tukaj v tem poslu. Lahko si pogrunto že vse, ampak brez volje, delovnosti, garanja ne bo nič. In pa, da če kdaj pride nekak ta huda zima, če lahko rečem, in da glih ni pomlad v tvojem poslu, da se dobro oblečeš, pa da se probaš naučiti tega, kaj se tam takrat dogaja. Ker takrat, kako se boš gibal, takrat ti bo dal precej enega knowledge. Pa konc koncev tudi v tistem trenutku zveš, kdo so pravi ljudje, pa kdo je tist, ki ti bo res stal ob strani, pa kdo ni tam sam zato, ker je pomlad podjetništva. Pa tudi s tabo grejo, ki je zima pride. Tako da to nekako. The best. Drage poslušalke in poslušalci, z nami je bil Anže Herbst, mentor, podjetnik. Zdaj smo slišali se podajati tudi zelo močno v startup svet, ko mi čakam, da vidimo, kaj bo znano. Moj dober prijatelj in pa hkrati lastnik in pa direktor za poslovni razvoj agencije Bolt oziroma Bolt Grupe, ki je digitalna marketinška agencija. Tako da, Anže, še enkrat ful hvala za tvoje izjemne izkušnje. Hvala ti za povabilo, super je bilo.
Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.